verjamemo v ljudi, tudi gremo med ljudi, gremo po vsej Sloveniji in obiski so zelo v skladu z našimi programskimi poudarki. Mi želimo predvsem s pomočjo Evrope vplivati na boljše pogoje za gospodarjenje, zato vsak dan obiščemo vsaj enega podjetnika in to, kar srečujemo po Sloveniji, nas zaskrbljuje, ker nam ne zveni evropsko, da nekdo, kot smo danes slišali, čaka 6 let na dovoljenja, halo proizvodnjo in vse, kar spada zraven, bo pa zgradil v 9 mesecih. To so nesorazmerja, ki so v nasprotju z evropskimi politikami in če dobiš državo proti sebi kot podjetnik, je seveda to najslabše, kar se ti lahko zgodi. Tako da tukaj vidimo veliko potrebo, da bi bila Slovenija bolj evropska, bolj naklonjena podjetnikom. Danes smo tudi srečali kmeta, ki ima podobne težave. Skratka, tukaj res vidimo potrebo po spremembi standardov, po spremembi obnašanja, tudi po spremembi miselnosti. Mi smo te dni še srečali po Sloveniji, to bi rekel nekakšen odpor do zasebnikov, čeprav plačujejo davke, plačujejo vse prispevke in gredo še komu na živce. Torej, mi moramo podjetnost podpreti, to bi bila, bi rekel, evropska smer in vidimo resnično uspešne ljudi, tudi bi rekel, kar smo danes v Kronotermu videli, to je v toplotnih črpalkah, je to špica Evrope, ljudje se čudijo tehnologiji, kako dobra je, hkrati se pa čudijo proizvodnim razmeram, v katerih te toplotne črpalke nastajajo.